Nova Ljubljanska banka je največja slovenska banka. Ljudje so ji zaupali svoje prihranke in verjeli, da je njeno poslovanje strokovno in pošteno, tudi zato, ker je v domači lasti, celo v lasti države. Ko se je izkazalo, da temu ni tako, smo jo pred propadom rešili davkoplačevalci, tudi tisti z minimalnimi plačami in nizkimi pokojninami. Če smo nekaj časa mislili, da je največji greh poslovanja Ljubljanske banke dodeljevanje tajkunskih kreditov, so nedavna razkritja preiskovalne komisije Državnega zbora na dan prinesla nove, še bolj neverjetne stvari, ki so se dogajale v tej banki. Gre za sumljive posle pranja denarja, ki je pritekel iz Irana, in to v času, ko je bilo sodelovanje s to državo prepovedano. Iz Irana se je preko Nove Ljubljanske banke prelila milijarda evrov umazanega denarja za umazane namene. Cena za takšne posle je velika in nekdo je to plačilo dobil. Pomembno pa je še nekaj. Tako velike zadeve se ne morejo dogajati brez vednosti najvišjih državnih funkcionarjev. Niti brez vpletenosti velikega števila institucij, ki pogledajo stran, ko bi morale ukrepati. Nenavadno pa je tudi to, da ni izbruhnila nobena afera. Javnost do današnjih dni o tem ni vedela pravzaprav ničesar. Pravijo, da imamo v Sloveniji dobro zakonodajo in da naše institucije, ki so zadolžene za nadzor in pregon kriminala, dobro delujejo. Očitno je, da včasih, ko gre za prave posle in prave ljudi, tudi zatajijo. Jasno je treba povedati, da je to, kar se je dogajalo v Novi Ljubljanski banki, kriminal. In kriminal v pravni državi ne sme ostati nekaznovan. Tudi zaradi takšnih primerov, kot je ta, ko ljudje vidijo, da v naši družbi obstajajo nedotakljivi, druge pa preganjajo zaradi neplačanih položnic, je zaupanje v institucije pravne države in politiko zelo nizko. Kot predsednica se bom borila za to, da bo sistem pravne države, ki mora ščititi poštene in preganjati nepoštene, deloval za vse po enakih merilih.